Nedeljski klepet. Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, začenjamo septembrski nedeljski klepet in tokrat je moja gostja, psihologinja Janja Frelih Gorjanc. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o prav posebnem življenjskem obdobju, ampak za začetek pa najprej tole vprašanje. Vsako življenjsko obdobje ima svoje značilnosti in posebnosti in najbrž je prava umetnost biti zadovoljen z obdobjem, v katerem trenutno si. Marsikdaj se namreč nostalgično zaziramo nazaj v preteklost in obujamo spomine na mladost, obenem pa tudi lahko kakšne želje in načrte prelagamo na kasnejša leta, ko si obetamo več časa in manj obveznosti. Zato za začetek najprej vprašanje, kako nekako sprejeti stvarnost življenjskega obdobja, v katerem smo, in ga tudi kar se da polno živeti. Tako bom rekla, da pravzaprav nič ni narobe z našimi spomini, pa spominjanjem nazaj, kako je bilo v mladosti, pa nič ni narobe z našimi željami oziroma stvarmi, ki jih želimo v prihodnosti početi. Bolj je pomembno, se mi zdi, da v tem obdobju, ko smo, da vidimo tiste stvari, ki jih imamo. Ker če naši spomini preplavijo, bom rekla kar preplavijo, ja, našo bom rekla sedanjost, realnost, potem ne živimo tukaj, ker živeti se da samo tukaj in zdaj. In v bistvu zamujamo to življenje tukaj. Lahko se spominjamo teh stvari, kako je bilo luštno, kako bi bilo mogoče fajn, če bi bilo zdaj tudi tako, ampak verjetno ne bi bilo čisto, kot je bilo takrat. Tako da mogoče prva stvar je to, da se zavedamo, da spomini so spomini in da nam je lahko zelo toplo pri srcu ob teh spominih, da lahko nekje si ovrednotimo in rečemo, ok, to je moje življenje, to je moja pot. Vse tole sem že doživela, sem že doživel, tega mi nihče ne more vzeti. A ne, ker včasih mislimo, zdaj pa tega nimam več. Spominov pa teh doživeti, nihče nam ne more tega vzeti. Ne moremo pa, vemo, da, ne, tako kot so že Grki rekli, pač ne moremo stopiti dvakrat v isto reko. Tudi tukaj ne moremo enako podoživeti stvari, kot smo jih takrat doživljali. Pa še to moramo vedeti, ne, da ponavadi te spomini nazaj so majčkeno preoblikovani. Ni bilo vse tako fajn takrat, kot se jaz zdaj mogoče spominjam nazaj. Mogoče se spominjam samo tistih fajn stvari in mogoče potem si pa želim, a ne, v eni nostalgiji to podoživeti in poskušam in pričakujem tisto podoživeti in spet nisem tukaj. Jaz živim tisto staro, tisto, kar je pa tukaj zdaj, gre pa mimo mene, ker življenje, takrat sem ga živela in je bilo fajn. Na en način je fajn, da ga tudi tukaj živim, ker če sem jaz tukaj prisotna v tem življenju, ustvarjam nove spomine. Ne morem pa nekih starih spominov podoživeti nekje v sedanjosti. Ne bodo spomini tam, ohranimo jih, naši so. Zelo podobno je s temi željami za naprej, ne, v bistvu hrepenimo po določenih stvarih, ki nam zdaj manjkajo, ne. Potem pa pride mogoče tisto obdobje, ki bi pa lahko to uresničila, mi pa ni več toliko do tega, ne. Tako da poskušamo, kolikor se da, pač te stvari, ki jih prelagamo, po eni strani prelagamo v prihodnost, čim bo spet v sedanjost noter potegniti. Ker ja, tako kot sem rekla, zdaj si tega želimo, kar prelagamo v prihodnost. Ker ne vem, kaj si bom pa takrat, ko bo ta prihodnost prišla, ne vem, kaj si bom pa takrat želela, mogoče si bom pa želela čisto nekaj drugega. Tako da je fajn te stvari, se pravi, in iz preteklosti in iz prihodnosti, potegniti čim bolj v sedanjost. Vem, ne moramo si vsega uresničiti, ne moramo. Ampak da je vsaj tisto, kar imamo, a ne, hvaležnost je ena taka stvar. Se pravi, da hvaležnost je mogoče en pogled na svet, ko začnemo videti, kaj pa imamo, ne samo kaj nam manjka, ampak kaj imamo. In da sem lahko vesela za te stvari. To ne pomeni, da ne grem naprej, da se ne želim stvari, da nimam nekih sanj še potem za naprej. Ja, ampak da tisto uživam, kar imam tukaj.
in zdaj. In tudi tako, nekje v možganih se bolj utrdi ta spomin. Tako, bolj ko sem prisotna v sedanjem življenju, bolj mi bodo te spomini ostali in to potem tudi za naprej. Ko bom nazaj pogledala življenje, bo to moje življenje, bom imela občutek, da je veliko bolj polno. Ne, ker če samo v preteklosti pa sedanjosti živim in me ni tukaj, čas izgine. In ne vem, kdaj sem prišla, ne vem, od 30 do 40 ali pa od 40 do 50, ne vem, a ne, zato je to pomembno. V bistvu ustvarjamo spomine tako, da živimo tukaj in zdaj. Mogoče na tem mestu kakšno tako konkretno priporočilo, kako se zasidramo v tem sedanjem trenutku? Mogoče prav prek te hvaležnosti, a ne, se pravi, da nismo nič ni narobe, da pogledamo, kaj nam manjka in kje gremo naprej. Ampak da pa vidimo, kaj imamo in kako lahko to užijemo. To je tako, ko ne vem, si nekdo želi ne vem kakšen avto, ne, in dela 10 let, da si bo nek ta avto kupil, potem pa ko dobi ta avto, pogleda nazaj, ok, 10 let sem delal za njega, zdaj bi ga pa užil, zdaj se ga pa ne veselim toliko. Kam so izginila vsa ta leta? Se pravi, da tudi tistih 10 let, ko delam, pa mogoče nimam tistega avta, kot si ga želim, pa sem vesela, da imam, ne vem, neka Cliota, ne rabim, si želim enega drugega. Ampak ja, ta avto kaj me vse me pripelje, ne? Ne vem, me pripelje na more, rečem, hvala, ko si me pripeljal. Čist take stvari, se pravi, te drobne radosti, drobne hvaležnosti. Ker sama hvaležnost, občutki hvaležnosti tudi zelo umirijo možgane, zelo smo lahko veliko bolj prisotni, bolj spimo. In to se pravi konkretno, ne, če rečeva, ustaviti se in pogledati okrog sebe. Kaj pa lahko užijem? Mogoče mi je pa še večji užitek se s kolesom peljati. No, v nocojšnjem klepetu bi sicer rada pozornost posvetila predvsem obdobju menopavze, ki je za marsikatero žensko poseben izziv. V preteklosti marsikdaj ženske menopavze niso niti dočakale, tako da iz tega stališča lahko seveda slavimo dejstvo, da je danes drugače, bi se pa rada v nocojšnjem klepetu bolj kot telesnim značilnostim tega obdobja posvetila duševnim. Kateri so največji izzivi tega obdobja? V bistvu prav ta prehod, ker ženske dostikrat doživljamo, ko pa pridemo v menopavzo, se doživljamo, kot da nismo več ženske, kot da zdaj smo pa stare. Nisem več živahna, ne morem več imeti mogoče otrok, ne. In zdaj je zelo odvisno od same ženske, kako to sprejema. Ena bo rekla, se mi je čisto fajn, se niti nočem več, ne. Tja iti nazaj v tisto obdobje, če mi je pa zelo moja identiteta vezana, se pravi, mogoče tudi na mladost, ne, na izgled, kako izgledam, ker vemo, telo se spreminja. Koliko lahko te svoje telesne spremembe sprejmem, kako lahko gube sprejmem na obrazu, a lahko vidim svoje gube kot zemljevid življenja, ki sem ga dala nekaj skozi. V vsaki gubi je nekaj zarisano, ne, ali znam to ceniti, ali bom, tako kot sem že prej rekla, ne, ali bom ves čas gledala samo nazaj, kako je bilo takrat fajn, pa ne vem, če je bilo tako fajn. Se pravi, se bom obremenjevala prvič z izgledom, to je prva stvar, mogoče s to rodnostjo, ne, v bistvu s to ženskostjo, ali da sem ženska samo takrat, če sem rodna, ne, ko potem nisem več ženska, pol nisem več za nobeno rabo, tudi rečejo mi kakšne ženske, ne, in pa potem vse te, bom rekla, tudi hormonalne spremembe, drugače se počutim v telesu, psihično se tudi drugače počutim. Kakšne stvari, druge stvari me, ne vem, prej so me kakšne stvari veselile, zdaj me mogoče ne veselijo več toliko. Mogoče si moram kakšno drugo veselje si moram potem najti, ki je primerno mojemu telesu, mojemu doživljanju, a ne. Včasih je zelo naporno, ne,
pa so te vročinski oblivi, pa hormonsko ravnotežje se na novo vzpostavlja in to je lahko zelo naporno, zelo utrujajoče. Takrat lahko, ker je telo toliko zaposleno s tem iskanjem novega ravnovesja, a ne tudi recimo določene čustva vam butnejo, ne, mogoče kakšne potlačene stvari, že tako sem negotova, ne vem, kaj se mi dogaja, to je tako kot v puberteti, ne, ko pubertetnik v bistvu s temi hormoni ne ve, kako bi ravnal. Tako tudi ženske, pa tudi moški, ne, v tem obdobju se moramo navaditi, naše telo se mora na novo prilagoditi in mi se moramo na novo, v bistvu kot na novo spoznati ta svoj dom, v katerem bivamo. In je to lahko zelo stresno, zelo lahko frustrirajoče in včasih je preveč, ne, in potem ta čustva pridejo ven. In če so nerazumljena ta čustva, dostikrat rečemo, ja, to je zato, ker je v menopauzi zdajle pač nora, ne, pustimo jo pri miru. Tako nekje se mi zdi, da potem žensko pa njeno doživljanje nekam v kot porinemo. Pa rečemo, pač zdajle v takem norem obdobju. V bistvu pa rabimo se pa o tem pogovarjati, ne. Veliko žensk se počuti recimo osamljenih, same sebe krivijo, a ne, kako so lahko takšne, brez enega takega, bom rekla, sočutja do sebe, do svojih sprememb, do katerih prihaja, do novega obdobja življenja, ne. Ker če sebe oziroma ženske ali pa če žensko v menopauzi, če je tam noter nekje prisotno sočutje, tole se mi dogaja, ko ženska opazuje svoje telo, malo slabše spim, ne vem, imam vročinske oblive, kaj lahko naredim glede tega, mogoče sem, ne vem, bolj lačna, se redim, ene shujšajo, ne. Če ženska sebe spremlja z enim sočutjem ob tem, pa reče, okej, ne morem več tako hitro v hrib, v redu, bom šla pa majčkeno bolj počasi. Še vedno je lepa narava, ne pridem v 30 minutah, bom pa v 45, pa ko uživam v hoji, recimo. Ali pa mogoče ne spim več tako dobro ponoči, kot sem. Okej, bom pa se malo zbudila, pa si bom kakšno meditacijo dala, pa bom malo počivala. A veste, če je to neko sočutje, pa če sebe spremljamo, pa če si dovolimo, da pač gremo skozi te spremembe, ne da se jih upiramo, je tudi lažje skozi te menopavzne spremembe iti. Veliko večje težave recimo menopauzne imajo ženske, ki se upirajo spremembam in se oklepajo starega, kot tiste ženske, ki rečejo, okej, nimam menstruacije, kako bo pa zdaj to izgledalo? Recimo, veliko lažje grejo skozi, v bistvu z eno radovednostjo, kje in kako je moje telo. In če gremo z eno radovednostjo skozi to, pa rečemo, kaj še moje telo zmore? Tole je zmoglo, okej, tega mi ni treba več. Se pravi, da gremo z eno radovednostjo, pa z eno pozitivno naravnanostjo, kljub težkim stvarem, ki lahko pridejo iz podzavesti ven, te čustvene stvari, mogoče potlačene, prej telo ne zmore več toliko nositi, toliko držati enih potlačenih stvari. Si pa rečem, si bom pa nekoga poiskala, da lahko jaz se pogovorim o tem. Ker velikokrat je tukaj predvsem, in to je zelo boleče in še težje so te menopavzne spremembe, če se obsojamo. Ali pa če na sebe gledamo, ne vem, da pa nisem več ženska. Ali pa recimo, da to od moškega dobimo, zdaj pa nisi več ženska. Ne, še vedno sem ženska, še vedno je tukaj moja duša še vedno prisotna in ogromno enih izkušenj imam in neke modrosti. Nisem zdaj za stran, ne. Ampak se mi zdi, da si moramo to ženske same ovrednotiti. Da smo strašno dragocene, da smo modre ženske. No, ker po drugi strani je to lahko tudi neka nova pomlad za ženske, ko otroci že malo zrastejo, ko je tudi službeni položaj mogoče že malo manj pomemben in je skratka obveznosti nekoliko manj, tudi nekaj več časa za veselje, za katera prej ni bilo časa, lahko tudi tako gledamo na to obdobje. Super bi bilo, če lahko tako gledamo na to obdobje, ne?
če ne, je sigurno treba določeno mero njega žalovanja opraviti, ne, otroci grejo. Ma kar en občutek ima, da otroci bojo kar skozi z mano, ne vem, potem pa kar si ustvarijo družino, pa kar njih več. A ne, vse sem dala nekje za te otroke, zdaj pa, ali grem jaz tudi lahko naprej, pa rečem, okej, sem svobodna, svoje delo sem opravila, se ovrednotim in res začnem, tako kot ste lepo rekli, neko novo življenje, novo pomlad, ali se rabim, ker me je toliko strah in ne morem spustiti, se rabim oklepati starega življenja, se pravi otroke vlečem nazaj. V bistvu sem zagrenjena, ker ne pridejo tokrat do mene, kot bi si jaz mogoče želela. Ker mogoče nisem več toliko njihova prioriteta oziroma nisem toliko visoko na prioritetni listi, kot sem bila mogoče prej, ker sem iz roke jedla, ker so bili še manjši in tako. In zelo je odvisno, koliko lahko mogoče tiste stvari, ki so mi bile v prejšnjem obdobju življenja pomembne, koliko jih dejansko lahko spustim in sebi dovolim, da imam zdaj prostor za nekaj drugega. Saj se dostikrat potem tukaj ženske znajdemo v tem, mislim, kaj pa naj zdaj s sabo počnem. In včasih se rabimo prav mogoče, da poveževa s tistimi spomini, majčkeno v mladost vrniti, pa reči, okej, kaj sem pa jaz rada počela, kaj pa mene zanimalo, preden me je mogoče družina pa otroci okupirali. In da iz tistega mogoče črpam, hkrati je zelo fajn, da poskrbim za svoje telo, da se nekam vključam, da imam mogoče več časa za gibanje, za ta svoj prostor, ki ga mogoče nisem prej imela. Za nekatere je to lahko strašljivo, za nekatere pa zelo dobrodošlo. Kaj pa partnerski odnos, je tudi ta v tem času menopavze na posebni preizkušnji? Zagotovo ja. Zdaj, zelo je odvisen, koliko se te razpoke mogoče pokažejo v času menopavze. Zelo je odvisno od tega, kakšen je bil prej partnerski odnos. Če je bilo tam že prej nek spoštljiv odnos do ženskosti pa do sprememb, je tudi veliko lažji partnerski odnos z manj, kako naj rečem, izzivi preživi. Ker v bistvu tako, to je v bistvu čas praznega gnezda, ne. A se bosta partnerja povezala, ali se ne bosta, je zelo od njiju odvisno. Se pravi, več kot tega spoštovanja, prostora, sprememb drugega, sprejemanja sebe, sprejemanja drugega, ne, saj tudi moški se starajo, saj ne samo mi ženske, ne. Zdaj, kako moški to sprejema, da ima mogoče ob sebi žensko s srebrnimi lasmi in, sem rekla, zemljevidom življenja na obrazu, a lahko vidi v tem lepoto in a ženska v tem pri sebi vidi to lepoto. Koliko lahko živita oziroma živita od teh spominov, ne da samo teh spominov živita, ampak da jih ovrednotita in potem si neke nove spomine ustvarjata. Takrat je lahko ta partnerski odnos zelo, zelo lep. Če pa, tako kot sem prej rekla, lahko v tem obdobju prazno gnezdo, menopavza, andropavza, vse te stvari, neke potlačene stvari, neke zamere, nezadovoljstva, ko butnajo ven, takrat potem ni več otrok in je mogoče lažje rečeta, okej, greva narazen, ali pa ne vem, si dovolita več prepirov. Če sta pa dovolj zrela, partnerja, okej, vse tole se nam je v življenju nabralo, kaj bova pa zdaj midva s tem naredila? Kako bova pa to obdobje še naprej, se življenje ni konc, kako bova pa tukaj kvalitetno živela? Ker tukaj zelo pomembno, se pravi, vnesti to kvaliteto življenja. Ja. Kaj pa glede odnosa z Bogom, je morda čas menopavze tudi čas bolj poglobljenega odnosa z Bogom, tudi čas andropavze, kot ste rekli, tudi moški se starajo. Torej, ali je tudi to obdobje, kjer spet bolj iščemo to Božjo prisotnost, mogoče si želimo bolj močnega stika z Bogom?
Absolutno ja, jaz mislim, da ja, ker tudi v prejšnjih obdobjih življenja smo zaokupirani bolj s temi, bom rekla, kar človeškimi odnosi, pa ogromno je te, v bistvu, da stvari funkcionirajo, ne. Ko se pa mogoče znajdem sama s sabo ali pa ko se soočam sama s sabo ali pa mogoče tudi z neko praznino, ja, takrat pa lahko začutim to praznino v sebi, ne. Ja, in je zagotovo toliko več je prostora, da zahrepenim po tistem, kar je itak prisotno v mojem življenju, ampak da večji stik še s tem presežnim vzpostavim, ker tako, ne, tako kot križ, ne. Prejšnje obdobje je bolj ta horizontala, ne. Ko prehajamo, ne, ko podelamo te horizontalne odnose, prehajamo v vertikalo. Ja, in v bistvu se tudi samimi izkušnjami, z neko globino, z neko modrostjo, ne, malo drugače gledamo življenje kot en najstnik. Širše ga vidimo. In še tako, bom rekla, mogoče se malo tako morbidno sliši, ampak ja, gremo proti starosti, v bistvu je to neka druga polovica našega življenja in se začnemo z mislimi ukvarjati o bolezni, tudi o smrti. In tukaj v bistvu si želimo večjo prisotnost. Bom rekla, božjega dotika, božje povezanosti, bolj, da lahko to bolj čutimo, ker več je prostora. Gospa Janja Frelih Gorjanc, prav lepa hvala za vse vaše misli. Mislim, da ste na prav poseben način osvetlili obdobje menopavze, ga tudi ovrednotili. Morda za konec še ena opogumljajoča misel za vse naše poslušalce in poslušalke zdajle na začetku jeseni. Ja, menopavza je začetek jeseni, ampak jesen je tako barvita. Takrat so plodove narave, ne. Takrat je narava saj spomlad lepa, pa poleti, ne vem, živahna in vibrantna, kako naj rečem. Jeseni pa tisto, ko se lahko nekje umirimo, ampak takrat so dejansko najlepše barve. Pobiramo plodove, jih shranjujemo za zimo, ne. In je zelo neka vzporednica je s tem našim obdobjem, mogoče druge polovice življenja, no, ampak to ne pomeni, da je jesen zdaj pa že kar konec, ne, vsega. Diši. Ko jo opazujemo okrog sebe, ni več tako vroče. Imamo možnosti za krasne sprehode, ne govorim samo zunaj, znotraj. Da vidimo naše notranje plodove in da v bistvu na en način ovrednotimo svoje življenje, ampak to ne pomeni, da še naprej nismo rodovitni, smo še naprej rodovitni. Tako da jesen ni nekaj, kjer se ustavimo, jesen je čas, ko gremo naprej. Tako, in s to mislijo bomo zaključili najin nocojšnji klepet. Prav lepa hvala za ta pogovor, gospa Janja Frelih Gorjanc, in se veselim najinega naslednjega pogovora. Hvala tudi vam. Poslušali ste septembrski nedeljski klepet. Moja gostja nocoj je bila psihologinja Janja Frelih Gorjanc. Prav lepa hvala za vašo pozornost, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Od vas se za nocoj poslavlja tehnik Matej Kržišnik, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Vse dobro in srečno. Poslušali ste nedeljski klepet. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.